Avtor se imenuje Satoshi, tako da, who knows. To je samo neki nickname, ki je a res, Perfect Dark je tudi Satoshi. Od Perfect Dark avtor je tudi Satoshi. Ja, by the way, tako da očitno je to nek ime za... Mogoče nek sinonim. Princip delovanja je zelo podoben, tako da jaz sem tudi že to asociacijo dobil in je tako. A veš, da se nekdo tukaj na zahodu kliče za avtorja Bitcoina? In bo imel ta TED Talk varianta v Sloveniji kmalu. In se dejansko, on se ima dejansko, zato ker je nek doktor or something, ki je imel ful prepričljivo zgodbo, zakaj je to on, se zdaj prodaja na ta način in je baje tisk, ki je rekel, da ni on, da je on scammer. On ima dejansko backing nečesa zadnji, pač ful milijonov. In vsak, ki je rekel, da ni na YouTubeu ali kjerkoli, ga je šel tožiti. In pol zdaj sploh noben si ne upa mu reči, da on ni Satoshi, zato ker ga gre takoj tožiti, veš. In zdaj pol prodaja v bistvu te toke, vse pa vse po svetu. Sam prvi white paper, ki je bil napisan tehnično čisto v japonščini, tako da v bistvu je to prvi ključ, model ne zna tega spisati, ne. Ampak je... ChatGPT imaš danes. So to taki psihološki objekt, presenetljivo je ikono, in potem hočeš dokazati, da si ti ta ikona. Kako boš to naredil? Veš kako je, na blockchainu je to veliko lažje dokazati, ker ti imaš private key in to lahko pač dokažeš, ta denarnica oziroma ta adresa ima samo en private key. Ok, da ne bomo zašli v Bitcoina preč globoko, bomo mi da Bitcoin bros. Ja, imate piramidno, pa dobite Satoshi. Da se dokaze, da si ti avtor neke adrese. Da se, super.